pozdrav tudi z naše strani. In sicer malce več bomo povedali o naših rešitvah. Zagotovo ste zasledili, da do leta 2050 naj bi bilo v morjih več plastike kot rib. To je dejansko teza, katero naslavljamo ob začetku naših pitchov. Ampak dejstvo je, da na samih odlagališčih ni samo plastika. Dejansko je ogromno odpada od industrijskih proizvajalcev, od uvoznikov in dejansko vse to je v zadnjih 2 letih bil tudi povod, da smo začeli razvijati nov poslovni model, ki pa se imenuje Green Life. Zdaj, zakaj? Zato, ker želimo odpad dejansko pretvoriti v novo življenje. Zdaj, kaj je za nas odpad? Za nas je to lahko zoc od pitja kave. Lahko je to moker odpad od pivovarske industrije. Lahko je pa to samo odpad, ki je suh, nastane morda pri mletju same kave. Zdaj, čisto različne stvari smo že testirali v tem času. In sicer osnova je, da pri naših podizvajalcih dejansko izdelamo granulat, potem to dejansko stestiramo v malo serijski izdelavi in seveda počakamo, ali zadeva gre naprej. V tem času treba pridobiti tudi osnovne certifikate in potem počasi gre zadeva v serijsko izdelavo. Zdaj, nekaj projektov, s katerimi smo se ukvarjali v zadnjih letih, morda prvi tak malo večji projekt je tudi pilotni projekt za Atlantic Grupo, ker morda ena osnova glede naših poslovnih modelov, mi smo razvojniki, mi dejansko vstopamo v tiste faze, za katere nas naročniki najamejo. Zdaj, nekateri nas najamajo od začetka, od ideje do končnih izdelkov, nekateri pa dejansko samo za določene faze svetovanja. Morda katere materiale uporabiti za določene izdelke, ali pa morda samo to, kako dejansko izdelati funkcionalni izdelek, da potem je primeren za nadaljnjo izdelavo. Tako da morda, če gremo res na ta prvi projekt, Atlantic Grupa, opazili smo, da oni imajo določeno količino odpada od kavnih plev. In zanimiv projekt, dajmo te kavne pleve pretvoriti v granulat oziroma iz granulata tudi v prehramben produkt, ki bi bil primeren, da se samo doda končnemu izdelku. V tem primeru, to so kavne žličke, ki bi dejansko bile primerne pri samem pitju kave. Zdaj, kako smo to naredili? Od njih smo prevzeli dobrih 5 kg odpada, pri podizvajalcu se zadeva seveda posušila, predelala, šla, sprocesirala, dejansko izdelala se receptura. Na podlagi recepture se je izdelal granulat, ki je izgledal tako, kot je na sliki, in ta granulat smo potem mi pri nas v naših strojih dejansko predelali v žličke. Zdaj, kako je s tem odpadom? Ja, mi se pač poslužujemo tega, da se povežemo z komunalnimi podjetji, ki imajo licenco tudi avtomatsko, da lahko izdajo evidenčne liste, ker drugače te zadeve pač ne smeš sprovesti. Potem drugi primer, to so naši cvetlični lončki, s katerimi smo sploh začeli dejansko vstopati na trg 5 let nazaj. Izdelani so 100% iz biorazgradljive matrike, kateri smo dodali 55% agroodpada, kar je res bil maksimalni delež v sami kompoziciji, in z njih izdelali izdelek, ki v 9 mesecih tudi razpade. Dejansko postane hrana za mikroorganizme. In podoben primer smo poskušali lansko leto tudi za pivovarsko industrijo, tako da se je pripravil sam kozarec za pitje piva, sicer ni transparenten, ampak smo ugotovili, da bi uporabniki posegali tudi po njem, če bi dejansko bil samorazgradljiv. Ampak danes je druga situacija, predvsem od direktive 1.6., ki je eden izmed vas že omenil, ampak o tem bo malo kasneje. No, zadnji tak zanimiv projekt je pa projekt naravi prijazne ekosveče, v katere se je prav tako dodal odpad od agroodpad in dejansko se v predlanskem letu zadeva izdelala od ideje do samega lansiranja na trg nekje v obdobju 6 mesecev. Tako da, če so dobro postavljene same razvojne faze, potem tudi razvoj lepo poteka naprej. Morda nekaj več o teh izdelkih, ki trenutno ne smemo več videti na trgu, predvsem zaradi dodajanja bambusovih
vlaknih riževih luščin. Zdaj, to sta eno dva takih primerov, ki do 1.6. so še bila dovoljena. In kaj se je zgodilo? Evropska unija dejansko je ugotovila, da v zadnjih 10 letih evropski trg preplavljajo izdelki iz tretjih držav, ki so ali izdelani morda pod nekontroliranimi pogoji, pomeni, da jim je dodan melamin, da so recimo sama vlakna izdelana v takih zelo umazanih pogojih, oziroma druga zadeva, da za te izdelke se ne plačujejo pravilne dajatve, ampak da se vse uvaža kot plastika v Evropo. In sprejeli so pač direktivo, da je treba narediti red na tem področju. In kaj se je zgodilo? Od 1.6. so ti izdelki dejansko nezaželeni, oziroma če slučajno pridejo na carino, dobiš klic zdravstvenega inšpektorata in avtomatsko treba predložiti vse dokumente o izvoru samih materialov. In kot je nekdo že danes omenil, pomeni, da so lahko izdelki, ki so mešani z polimernimi materiali, oziroma sami dodatki, na prvo oceno mislim, da jih je 9 ali 11, ki so dovoljeni, in v našem primeru recimo je dovoljeno dodajanje škroba, sončničnih semen in samih polimernih matrik. Pomeni, če v ta primer dodamo odpad od našega naročnika, trenutno tudi mi pademo v isto zgodbo in samih produktov ne smemo dati na trg. In prav to se nam je zgodilo, ker delamo trenutno aktivno na enem projektu za slovenskim srednje velikim podjetjem, ki so želeli, da izdelamo TKV kavne lončke, in mi smo dodali odpad od riževih vlaken, dejansko ugotovili, da ta zgodba definitivno ne bo šla naprej, če ne najdemo zelo hitrem načinu dejansko rešitve, tako da smo dejansko spremenili celotno matriko in dejansko sedaj gremo počasi naprej z produktom. Ampak samo za občutek, da obstajajo tudi zelo prijazne alternative, za vse tiste, ki že ves čas mislite, da so to naši izdelki. Ne, to so izdelki našega poljskega partnerja. To so izdelki, s katerimi smo mi v začetni fazi začeli sploh stopati na trg in izdelali so 100% pšeničnih otrobov, in sicer pod tehnologijo samega pritiska, kar nam je pa v zadnjem času dalo misliti, da dejansko v Sloveniji imamo ogromno mlinarjev, ki imajo veliko odpada in dejansko ves ta škorobni odpad, ki ostane pri njih, je dejansko tudi za nas osnova za nove kompozite in za nove zelene zgodbe. Tako da, hvala.